Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni pred kanalom Televizije AS, kjer v tem predvolilnem času pripravljamo za vas različne vsebine na temo lokalnih volitev. Med drugim za vas tudi pripravljamo soočenja kandidatov in kandidatk, ki kandidirajo za župane v nekaterih občinah v deželi ob Muri. Do sedaj smo pripravili že 3 soočenja. Prvo je bilo v Murski Soboti, potem je sledilo v Puconce in na koncu smo se ustavili tudi v Kobilju. No, naše zadnje soočenje je pa danes, to je pa soočenje za župana občine Radenci, kjer tekmujeta 2 kandidata. Prvi kandidat je obstoječi župan, gospod Roman Leljak, ki ga je nekako predlagala, oziroma ga je predlagala lista volilcev na čelu z Majo Rožman. Tako da, gospod Leljak, lepo pozdravljeni v našem studiu. Lepo. Njegov izzivalec je pa gospod Toni Žitek, aktualni občinski svetnik, je pa nekako, vas so pa predlagali ta gibanje stranka, gibanje Svoboda, tako da, gospod Žitek, lepo pozdravljeni v našem studiu. Lepo pozdravljeni tudi vam in pa seveda mojemu kandidatu. Pa za uvod za naše gledalke in gledalce bi vas prosil, če v največ 2 minutah se nekako predstavite in pa tudi nekako argumentirate vaš nastop za župana občine Radenci na teh lokalnih volitvah. Pa gospod Leljak, kot aktualni župan, beseda je vaša. Ja, lep pozdrav vsem studiu, mojemu protikandidatu, vsem gledalcem, ki nas gledajo. Ja, vedno je tako, po 4 letih pridejo nove volitve in prav je tako. No, občino Radenci poznamo kot občino, ki se je v zadnjih 4 letih prebudila iz nekega spanca. Vesel sem, da mi je to uspelo skupaj z občinskim svetu, da smo marsikaj postorili in občino nekako vrnili v nekakšen turistično podobo, tako kot je mogoče dobro. Je pa res, da smo, vsaj po meni, opravili en dober polčas in da en še polčas bi morali narediti, da bi s tako vnemo in s takim delom uspeli še rešiti še tiste probleme, ki jih v občini imamo. Rešili smo veliko tega, od tiste dolgoletnih sanj, da izgradimo čistilno napravo, od teh dolgoletnih sanj, da zgradimo novo telovadnico na Kapeli, povečali, preko 1 milijon evrov smo vložili v novi športni center Ivan Keserec. Se pravi, šli smo v tisto smer, kot smo obljubili, da bo občina Radenci turistično mesto, da bomo razvijali športni, klasični in zdravstveni turizem. Šli smo v tisto smer, da bo občina prijazna za bivanje. V tem mandatu smo zgradili 34 stanovanj v 2 blokih. Ravno danes je začela gradnja novih 3 blokov, 110 stanovanj, v četrtek ob 11. bomo položili tudi temeljni kamen. Se pravi, imeli smo pred 4 leti nekaj več kot 5100 prebivalcev, v tem trenutku je evidentiranih z stalnim in začasnim prebivanjem 5556 v občini Radenci. Vesel sem, da je vse to storjeno v tem mandatu. Hvala lepa, gospod Leljak. Gospod Žitek, zakaj ste se odločili, da boste kandidirali za župana občine Radenci? Ja, skoraj 100 življenjsko obdobje pač živim v občini Radenci. Zadnjih 8 let sem nekako povezan z občinsko upravo. Prve 4 leta sem bil predsednik nadzornega odbora, sedaj pa 4 leta upravljam funkcijo občinskega svetnika. Dobro poznam delovanje občine in pa občinske uprave, zato je pač bila moja odločitev, da vložim kandidaturo za župana. Predvsem je bilo najtežje pridobiti soglasje s moje družine. Ko sem nekako prepričal ženo in pa otroke v to kandidaturo, je bila pol odločitev, da vložim pač kandidaturo za župana nekoliko lažja. Ogromno je bilo pozivov tudi strani naših krajanov, naših podjetnikov, da naj se vseeno odločim za kandidaturo.
predvsem zaradi tega, ker se pač ne strinjajo z trenutno občinsko oblastjo, pač problemi so predvsem v neki komunikaciji, v spoštljivem medsebojnem odnosu in to je nekako prevagalo, da vložim kandidaturo za župana. Če bom pač izvoljen za župana, bo dialog na občinskih sejah spoštljiv. Z vseh naših občanih želim spodbuditi zavedanje, da smo občina prav vsi, vsak posameznik, vsak zavod, vsako društvo, to se pravi, vsi skupaj moramo kot celoto pač potegniti to občino navzgor in zagotoviti neko višjo kakovost bivanja v občini Radenci. Hvala lepa, gospod Žitek, hvala lepa, gospod Leljak, za te uvodne predstavitve. Morda sedaj pojasnilo, na kak način bo to soočenje potekalo. Imamo 3 tematske sklope. Eno je energetika, drugo je infrastruktura, tretjo je pa kakovost bivanja. To so nekako tematike, na katere smo nekako se v uredništvu odločili in so seveda tudi nekako menimo najbolj pomembne za občane in občanke. Zato bomo o teh temah se danes pogovarjali. Vedno, ko dobi kandidat vprašanje, ima možnost, da 2 minuti odgovori na vprašanje. Protikandidat ima potem 1 minuto časa, da pove svoje mnenje oziroma da tudi replicira temu vprašanju. In na koncu še ima tisti, ki je dobil vprašanje, tudi 1 minuto časa, da z besedami zadevo nekako vprašanje tudi zaključi. To morda toliko za informacijo, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci. Pa gremo sedaj na prvo temo, na energetiko. Pa gremo, gospod Leljak, za vas vprašanje. Vemo, da na področju energetike je v letošnjem letu nekako se zgodila velika sprememba. Cene energentov so poskočile v nebo. Če je bila prej recimo megavatna ura 50 evrov cena na trgu, je bila vmes skoraj 1000 evrov, zdaj so se sicer cene malo umirile, ampak je še vedno, mislim, 5-krat, 6-kratnik cene. Seveda so začele cene nekako tudi rasti na gospodinjstvih, pri ljudeh doma. Se pravi, počasi te stvari rastejo, nekako še država trenutno to stabilizira, ne vemo, kaj se bo dogajalo, pa tudi ljudje se nekako bojijo, kaj se bo dogajalo, bodo sploh sposobni, da bodo lahko te položnice plačali. Pa morda vaš pogled na to, kaj lahko tu občina naredi oziroma kaj boste vi naredili, če boste ponovno izvoljeni za župana občine Radenci. Seveda, tudi na lokalni ravni lahko zelo veliko naredimo za občane in tudi bomo. Mi smo v proračunu za leto 2023, ki je pripravljen za sprejem, rezervirali preko 300 000 evrov sredstev, da bi po potrebi pomagali občanom, da se cene vode, cena čiščenja in odvajanja ne bi spremenili do letos spomladi in da bomo skupaj pričakovali, kaj se bo pač delalo na tem evropskem trgu. Rezervirali smo sredstva tudi za subvencijo za vrtec in pa seveda tudi za šole, obe šoli, tako da bi starši zagotovim lahko, da bojo neobremenjeni ne glede, kaj se bo na tržišču vsem delalo, da bojo imeli vsaj tiste položnice, s katerimi mi vplivamo na občini, sigurno zadevo. Seveda je to težava, ki nas sili, da v bodoče pri projektih razmišljamo drugače. Mi smo v tej smeri že lepo začeli, zgradili smo večstanovanjski blok, ki je samozadosten, ki ima svojo sončno elektrarno. Zgradili smo športni center, ki je samozadosten, ima svojo sončno elektrarno. Želimo se obe šoli spremeniti v toplotno črpalko in svoje sončne elektrarne in tako dalje v tej smeri in to mora biti zelo hitro in tu se tudi veselim. Tudi te nove vlade, ki je temu področju dala posebne poudarke in upam, da bojo prvi razpisi, ki bodo prišli ven, takšni, da bomo se lahko javljali tudi občine in naredili kaj v tej smeri. Hvala lepa, gospod Leljak. Gospod Žitek, še vaš komentar v zvezi z to energetsko pomočjo oziroma pomočjo pri energetiki glede občanov in občank občine Radenci.
Ja, ključnega pomena pri vsem tem je, da občina komunicira z občani, jih spodbuja, da prehajajo na obnovljive vire energije, kajti samo tako bodo si znižali stroške in ogrevanja in seveda položnic. Tukaj občina seveda stanovanjskim, posameznim stanovanjem ne more pomagati, lahko pa občina veliko stori pri javnih zgradbah, to se pravi, da jih energetsko opremi z fasadami, potem da na javne zgradbe namesti tudi elektrarne in zniža stroške svojega delovanja, to mislim na šole, na javne zavode, na vrtce, tudi na občino in tukaj moramo se vsi truditi, da bomo znižali porabo električno. Potem truditi se moramo, da bomo pri aktualni vladi pač pridobivali nepovratna sredstva za energijo in s takšnimi in drugačnimi prijemi pač povprečno porabo toplote v občinskih zgradbah zniževali. Država je namenila tudi energijski dodatek upravičencem. Hvala lepa, Žitek, čas je potekal, minuto je na razpolago. Gospod Leljak, še vaša minuta za zaključek te tematike. Kot sem poudaril, občina Radenci že v teh 4 letih energetsko opremlja tudi telovadnico. V Radenci smo obnovili, pridobili smo tudi sklep za energetsko obnovo šole na Kapeli, v kateri bo sofinanciranje s 550 000 evrov. Tako da mi v tej smeri že pridno delujemo. Tudi z elektrogospodarstvom smo v tem mandatu sodelovali. Vse ceste, ki smo jih obnovili, vse vasi, smo z elektrom sodelovali na način, da so omrežje povečali in da bojo ljudem omogočeni, da imajo tudi individualne sončne elektrarne, kar jim zdaj sistem po pravilu ne omogoča. Tako da že delamo, je pa to postopek, jaz mislim, da je Slovenija prepočasi šla s tem korakom. V občini Radenci pa evo že 4 leta smo na dobri poti in menim, da bomo tako tudi nadaljevali, kot sem pa povedal. Občina Radenci bo pa to leto sigurno sodelovala z občani. Hvala lepa, gospod Leljak. Naslednje vprašanje, ste že delno na to odgovorili, je seveda ta učinkovita raba energije, pa tudi alternativni viri energije. Kje vi v občini Radenci vidite potencijale, po eni strani ta učinkovita raba energije, po drugi strani pa kje so tu kakšni energenti na razpolago, ki bi jih recimo lahko občani uporabljali? Glejte, danes sem se pogovarjal z gospo, ki dela na geotermalni energiji. Tukaj ima Pomurje veliki potencial, da bi se na tem področju, na področju Lendove in Ljutomera, kjer so najbolj ugodna področja za geotermalno energijo, zgradila geotermalna elektrarna. To je neki projekt za prihodnost. Tukaj v geotermalnih elektrarnah bi se pa topla voda iz zemlje, ki bi jo pridobivala, namenila za proizvodnjo in ogrevanje zasebnih stavb in tudi javnih stavb. To se pravi, da bi se v celoti izkoristila ta toplota in pa tudi seveda za pridobivanje električne energije, ker taka energija je najbolj čista, deluje 24 ur na dan, ne onesnažuje in ne zavzema velikih površin. To je bodočnost Pomurja, vsaj kaj se tiče projektov in to zaradi tega, ker tudi ostale države, Avstrija in Madžarska in Hrvaška že imajo take geotermalne elektrarne in to energijo že izkoriščajo. In morda tu eno vprašanje, tako, morda poznate projekt v Lendavi? Ja, seveda, tam je bila vrtina narejena, ne? Ampak ne zadosti, mislim, da ne zadosti globoko in bi bilo potrebno kopati še globje, okoli 2000 metrov, ker temperatura, kako mi je gospa razložila, bi morala biti najmanj 90 stopinj, da se lahko postavi geotermalna elektrarna. Hvala lepa. Gospod Leljak, morda za vas eno vprašanje, kje vi vidite tu potencijale pri učinkoviti rabi energije? Potencijali so seveda raznoliki. Jaz še vedno poudarjam, da je na prvem mestu vsaj v naši občini sončne elektrarne, ki bi jih morali, tako kot smo jih tudi začeli, tudi pri samih zasebnikih nekako, tudi mogoče z
sredstvi občine potencira, da se gre v te izgradnje. Geotermalna energija je seveda prisotna in mi, občina Radenci, smo na Razvojni svet Pomurski že poslali predlog lani, da bi skupaj na Razvojnem svetu pač našli lokacijo v Pomurju, kjer bi se takšna geotermalna elektrarna lahko naredila po vzoru te, ki je narejena v Osijeku. Na zadnjih sejah Razvojnega sveta smo se veliko pogovarjali o tem, potencirali smo to, seveda pa vsaka občina nima tega svojega potencijala. V Radencih je sicer bila raziskava že leta 1967, ki je delala takrat INA Zagreb in približno vemo, kaj se v spodaj dogaja. Hvala lepa, gospod Leljak. Še gospod Žitek, vaša minuta. Ja, jaz se strinjam z gospodom Leljakom, da seveda sončna energija je že v teku, to se pravi nameščanje sončnih elektrarn poteka. Tukaj je problem seveda povezava vodov do transformatorja, ker je pač omrežje zastarelo in tukaj bi mogoče občina z povezovanjem z elektropodjetji morala najti neki skupen jezik, da bi se omrežje seveda posodobilo, da bi čim več ljudi naših lahko nameščalo na svoje hiše elektrarne in tako zniževalo stroške, pa seveda prešli na ogrevanje z obnovljivimi viri energije, kar je seveda prihodnost v občini in pa seveda tudi v naši državi. Bomo pa spodbujali vsekakor pridobivanje evropskih sredstev, pa z ekosklada seveda nepovratna sredstva za nameščanje takih elektrarn in pa toplotnih črpalk za ogrevanje. Torej, sedaj smo tu energetiko obdelali, gremo sedaj na naslednjo temo, to je infrastruktura, boste tudi tam imeli možnost odgovoriti. Pa gremo sedaj na vas, gospod Leljak. Torej, infrastruktura je nekako zelo pomembna, kajti če imajo ljudje dobro infrastrukturo in potem so tudi zadovoljni in lahko tudi nekako normalno živijo, opravljajo svoje delo. Med drugim so pa seveda tudi razne te povezave, po eni strani cestna, komunalna in podobne stvari. Pa smo nekako za vas vprašanje kot aktualni župan, kaj je recimo za to kanalizacijsko povezavo med Hrastjem, Moto in Radenci? Kako daleč je ta projekt? V tem delu moram povedati, da je občina Radenci v tem 4-letnem obdobju na področju cestne, vodovodne in kanalizacijske infrastrukture naredilo ogromno. Vložili smo preko 3 milijone evrov, kar ni bilo prej vloženo skoraj 15 let skupaj, za ceste, za vodovodno infrastrukturo, kanalizacijsko infrastrukturo. Naredili smo preko 400 priključkov za vodo z šahti, z novimi števci, vse brezplačno, isto velja za kanalizacijske šahte, za ceste. Priključili smo in zgradili, mislim, da 17 km vodovoda, 12 km kanalizacije in seveda, da ne odgovorim, tudi v vseh teh izgradili tudi novo omrežje za dovolili elektro, da je dal tudi novo omrežje za povečano pretok električne energije, za sončno elektrarne. Veliko je narejeno, tako da Radenci v tem trenutku v marcu mesecu začnejo z projektom zamenjave kanalizacije na Titovi cesti, ki je najbolj dotrajana in ta se povezuje tudi potem z Hrastjem Mota. Tako da je kanalizacija, ta projekt je vreden 720 tisoč evrov, sredstva so zagotovljena in takoj po novem letu se gre v razpis za izvajalca. Jaz sem na zboru občanov na Titovi cesti predstavil ta projekt v celoti, predstavil tudi vse probleme, ki bodo takrat izhajali pri tej gradnji, seveda povedal tudi za to, da bo polagan novi električni kabel, novi vodovodna instalacija in upam, da bomo dosegli to, da bomo čim prej to cesto sanirali, ki je glavna in potem se na njo priključijo vsi ostali. Hvala pa gospod Leljak, še vaš komentar, gospod Žitek. Ja, da se navežem na gospoda Leljaka, seveda je potrebno naše ulice, tudi Kidričano naselje, pa Titovo cesto, pa naselje Jelovica tam za Petrolom,
zgraditi novo kanalizacijo oziroma kanalizacijske vode, ker so stari že več kot 40 let. In normalno je, da če bomo se lotili v naslednjem letu te sanacije, da bomo celotno traso obnovili tako z vsemi vode, ne samo kanalizacijskimi, tudi električnimi, pa vodovod je že nekaj narejen. Tako da, kaj se tega tiče, bomo sigurno obnavljali te ulice. Pol naš projekt, ki smo ga pa tudi zastavili, je pa gradnja kanalizacije od naselja Richterovci, Turjanci do Hrastje Mota. Tam bi želeli postaviti tudi manjšo čistilno napravo in povezati vse te hribe od Račkega vrha pa Turjanskega vrha. Vse te ljudi bi želeli povezati v to mini čistilno napravo in upam, da nam to z evropskimi sredstvi tudi uspe. Prijavili se bomo na razpise in upam, da nam rata. Hvala lepa, gospod Žitek. Gospod Leljak, še vaših 60 sekund za zaključek tega vprašanja. Mi smo že 26. aprila 2022 leta končali in naredili projekt za izvedbo del za menjavo kompletne kanalizacijske in vodovodne infrastrukture v naselju Radenci. Tako da projekti so na mizi, potrebno je samo še zadevo finančno pokriti. Kar se tega tiče, v enem delu je pokrito, vse ostalo pa imamo tudi načrtovano iz kohezijskih sredstev. Tudi sam sem član Razvojnega sveta za Pomurje in tudi vzhodne kohezije. Tako da verjamem, da bomo našli sredstva in smo jih tudi dali v program, da bo res občina Radenci v celoti rešena. Kar se tiče zadeve Hrastje Mota, vse skupaj, tukaj se strinjam, takoj, ko bi dobili ta sredstva, bi šli ta v projekt, zaenkrat pa iščemo rešitev v individualnih čistilnih napravah, ki jih bomo dodatno financirali tudi iz kohezijskih sredstev, kar je tudi sprejel razvojni svet Pomurja. Hvala lepa. Torej, sedaj smo govorili o tej komunalni infrastrukturi, gremo pa sedaj na to prometno infrastrukturo, na ceste. Pa tu konkretno vprašanje za vas, gospod Žitek. Kaj je sedaj s to cesto Radenci-Grabonoš, ki vemo, da je obremenjena, ni pa urejena? Kaj boste naredili s to cesto? Ja, mi smo kot prvi projekt, ki smo ga pač poslali tudi našim občanom domov, si zastavili ta projekt ceste Radenci-Grabonoš. Danes je slučajno prišla v občino Gornja Radgona tudi državna sekretarka, gospa Alenka Bratušek, s katero sem se tudi sestal in jo seznanil s to problematiko. Gospa Bratušek je seznanjena z to cesto. Problematiko, ki se mi jo predstavi, je vedela, zakaj se gre. To se pravi, ona nam je naročila, da čim prej projekte končamo. Projekti so na 80%. Tako da naloga novega župana bo, da čim prej projekte konča, pa začne z odkupom zemljišč. Ko bomo imeli odkupe zemljišč končane, bo pa direkcija pristopila k reševanju te problematike oziroma k izdelavi te zelo pomembne ceste čez Kapelo. Moj predlog je seveda tudi bil, da se cesta začne graditi od Grabonoša proti Radencem, ker tam nimamo zgrajenih pločnikov. In seveda otroci nam hodijo peš iz osnovne šole proti domu in je zelo nevarno. To je en taki projekt, ki bi ga v teh 4 letih lahko seveda želeli izpeljati. Imamo vso podporo seveda generalne sekretarke. Potem drugi problem je pa cesta Grabonoš-Melenjski vrh Gornja Radgona, na katerega so me opozorili tudi včeraj občani. Vse večja gostota poteka po tej cesti, ki je tudi krajevna in zelo ozka, tako da so predlagali, da se uredijo ležeči policaji, da se malo umiri promet, tako da tudi tam bo treba nekaj storiti. Potem naslednji taki projekt, ki se tiče ceste, je seveda izgradnja našega rondoja v Radencih, ki bo verjetno se zgodil v naslednjem letu. In to so taki projekti, kar se tiče obnove cest, ta glavni v naši občini. Hvala lepa, gospod Žitek. Gospod Leljak, kje v vaših načrtih je ta cesta Radenci-Grabonoš? Poglejte, takole bi povedal, kompleten projekt je končan za to cesto, 100%. Narejena je tudi revizija za ta projekt, odkupljena so vsa zemljišča na relaciji Radenci-Kapela, edino še niso rešeni
problem od Kapele do Grabonoša. Odkupljene so 2 hiše, tudi porušene v sodelovanju z direkcijo. 2 hiše še moramo odkupiti, tukaj je bilo največ zadržka v zadnjih leto dni zaradi teh lastniških dogovarjanj. Tako da je cesta bila pripravljena za razpis že letos, da gre v razpis za izvajanje. Nažalost je to z novo vlado malo zaustavljeno, ampak po zadnjih pogovorih se bo to sigurno nadaljevalo. Tudi prejšnji teden se je zgodila ena huda prometna nesreča na tej cesti in sem seveda vse posnetke te nesreče poslal v Ljubljano za zahtevo, da se ta cesta nadaljuje, ker je že do sedaj občina in pa direkcija vložila veliko denarja. Vsi vejo, da je cesta že označena, geodetsko posneta in ni razloga, da se čaka. Hvala lepa, gospod Leljak. Gospod Žitek, še vaša zaključna beseda na to temo? Ja, jaz sem se pogovarjal s projektanti in mi je pač to čudno, kaj pravi gospod župan. Oni so mi zagotovili, da imajo projekte narediti do 80%, da pa še niso sploh začeli z odkupi zemljišč. Tako da ne vem, zdaj kdo, mislim, kaj je zdaj tukaj narobe, ampak to so pač besede projektantov. In gledajte, naša naloga bo itak, da pospešimo vse to, da zagotovimo čim prej odkupe zemljišč in da začnemo z gradnjo, ker to je pač cilj tega, da se ta cesta zgradi. Zdaj, možna je replika, pa potem še ima tudi gospod Žitek. Mora biti za vse enako, tako gospod Leljak, minuta je vaša. Poglejte, projekt je v celoti končan, narejen v celoti, vse skupaj je recenzija narejena. Tukaj po meni ni dileme in tudi ni pomembno, ali jaz postanem župan ali gospod Žitek. Ta cesta je preveč pomembna za občino Radenci, da se na njej igramo oziroma izgubljamo neke politične točke. Gre za to, da se ta projekt mora izvesti, da se mora začeti izvajati že naslednjo leto. V letih od 45 do danes smo na tej cesti imeli 10 mrtvih oseb. Ne želim si, da se zgodi še kakšna nesreča, mi pa zaradi nekih dogovorov začeli nismo. Država je ta sredstva imela že zagotovljena, sedaj so predstavljena v neki program v leta 2025, to se ne bo čakalo, dela se bojo nadaljevala in želim kot župan, da me slišijo vsi, ta cesta se more narediti v naslednjih 2 letih. Hvala lepa, gospod Leljak. Gospod Žitek, še vaš pogled na to? Se strinjam, upam, da še prej kot 2 letih. To je seveda naš cilj. Mi bomo izkoristili tudi vse politične veze, da bomo to cesto pripeljali do zaključka, da bo direkcija začela z gradnjo. Seveda to je vsem interes, tudi mojemu protikandidatu, verjetno tako kot meni. Jaz bom seveda napel vse sile na ministrstvih, da se to pospeši do priprave za gradnjo. To je, mislim, da tu ni nobene dileme in da se tu oba strinjava s tem, da ta cesta se mora zgraditi, ker je pač nujno potrebna. Hvala lepa, gospod Žitek. Gremo sedaj na naslednje vprašanje. To pa je nekako, ljudje danes na področju infrastrukture rabijo signal telefona in pa rabijo širokopasovni internet. Kako daleč je občina s tem, da bi dejansko vsak občan in občanka imela v občini Radence na voljo tako telefonski signal, kot tudi širokopasovni internet? Ja, vesel sem, da je v mojem tem županovanju smo tudi v tem pogledu prišli daleč. Ravno kar se v celotnem naselju občine Radenci, se pravi samo v naselju Radenci, gradi hrbtenica visoko zmogljive optike, izvajajo je podjetje Telekom. Kot veste, na obrobju, na vaseh od Janžega vrha do Muščeka, Murskega vrha imamo že OŠO oziroma že nekaj let, ki se je takrat financiral iz kmetijskega sklada. In v tem trenutku je odobren z Telekoma načrt, da se iz Titove oziroma ulice Pohorskega bataljona optika podaljša do Šratovc in pa dogovorjena je že trasa, pripravili smo že služnostne pogodbe, da se iz Hraščanskega vrha OŠO spusti do Hraste Mota in da se tudi tam zgradi. Jaz računam nekje do konca aprila,
bodo vsi občani Radenci, prav vsi, imeli možnost uporabe optike vsaj do 1 giga prenosa na sekundo. Hvala lepa, gospod Leljak. Gospod Žitek, kakšen je vaš pogled na to, kje so občani in občanke s dostopom do teh dobrin, bi lahko tako rekel? Vseh teh podatkov, ko jih ima gospod župan, seveda jaz nimam, ampak me veseli, če potekajo dela, pa se dela na širitvi širokopasovnega omrežja. Moramo tukaj omeniti tudi našega privatnega lastnika, ki tudi širi svojo mrežo širokopasovnega omrežja z optiko. Tudi on je prišel že v Hrastje Mote, koliko me je seznanil. To se pravi, on ima na optiki tudi vse stanovanjske bloke v Radencih, te v Kidičevem naselju. Tako da, gledajte, tudi ponuja gostovanje v svojem omrežju, tako da imamo zdaj ponudnika Telekom in pa tega gospoda Mira. Tako da jaz upam, res upam, da bodo vsi občani naši imeli možnost priklopa na optiko. Kar se pa tiče pokritosti signala z mobitela, je pa problem, ker je tam Melanjski vrh, pa tam je zelo slaba pokritost. Včeraj so mi ljudje razlagali, da morajo hoditi izven hiš telefonirati in zdaj ta oddajni stolp, ki je bil planiran, je pač odstavljen, zato ker je sodišče to gradnjo zaustavilo. Mi bomo pa mogli seveda najti primerno lokacijo, ki bi primerno tudi za vse občane, da postavimo en taki stolp, pa pokrijemo to pokritost z signalom. Še morda vaš komentar glede tega stolpa? Glejte, takrat so se ljudje pač pritožili v upravnem postopku, sodnem postopku, ki ga je sprožil moj predhodnik gospod Rihtarič, ko je občina zagovarjala občane, je pač bilo odločeno v korist občine oziroma v korist županov in Telekom je pač odstopil od tega projekta. Telemach, se opravičujem, Telemach. Ali bo kateri od operaterjev se pač dal pobudo, da to zadevo pokrijemo, verjamem, da ja. Vsekakor občina ni tista, ki to gradi, občina samo omogoča pogoje, da vse skupaj enemu smo to onemogočili, kar je mogoče prav, ker lokacija res ni bila posrečena, imamo kar nekaj drugih lokacij, ki bi ta stolp lahko bil in bi omogočil ljudem boljše povezave. Vse v smeri, da ljudem omogočimo, smo delovali tudi v tem mandatu, tako bomo delovali tudi naprej. Hvala lepa, gospod Leljak. Gremo sedaj še na zadnje vprašanje pri temi infrastruktura. Pa morda neke moje izkušnje iz mojega otroštva. Mi smo v 2. razredu osnovne šole šli na izlet v Radence. To je bila neka meka turizma, vse je izšlo iz Radencev. Pogledali smo si zdravilišče, pa sprehodili smo se tudi po parku. Ampak ta park je nekako po osamosvojitvi zaradi teh zapletov z denacionalizacijo nekako, ni umrl, ampak je zamrlo tam dogajanje. Pa morda, gospod Žitek, za vas vprašanje, zakaj se še obnova Radenskega parka ni začela, čeprav je denacionalizacija že zaključena? Se je že. Glejte, zakaj se ni začela obnova, je bolj težko vprašanje za mene, ampak bolj za mojega protikandidata. Jaz bi si želel, da bi se že začelo nekaj dogajati na tem področju. Sicer nas omejuje denacionalizacija, še vedno denacionalizacija je sicer na upravni enoti končana. Postopek se je preselil na sodišče, kjer se pač sedaj usklajuje glede odškodnine. Vendar vseeno moramo gledalcem jasno povedati, da ko bo odškodnina plačana, bo država postala lastnik še vedno dela parka zaradi tega, ker so na teh parcelah plombe. In zakon o denacionalizaciji je jasen, v 88. členu piše, da se država pač direktno, ko plača odškodnino, vpiše v zemljiško knjigo. Tako da tukaj bomo se mogli še pogajati z državo, ali bo nam dala ta park v najem, ali bomo ga odkupili. Seveda parcele, na katerih pa stojijo zgradbe, je pa v lasti občine Radenci in na teh parcelah pa mi lahko gradimo določene objekte, ki si bomo pač zamislili v tem delu parka. Naš predlog je bil, da bomo zgradili prireditveni prostor. V tem prireditvenem prostoru bi radi zagotovili prostore za mladino in pa za starejše, to se pravi za upokojence.
S tem bi nekako tudi omogočili neko medgeneracijsko sodelovanje. Glede tega objekta, ki bi gledal proti parku, pa bi radi naredili prireditveni prostor, pa mogoče kakšna sodobna otroška igrala, mogoče kakšno vodno doživetje in s tem nekako zaključili ta del parka, ki je nasproti minigolfa, da se gledalci lažje predstavljajo. Ostali del parka pa je seveda tudi v denacionalizaciji, pa še pod spomeniškim varstvom. In tukaj moj predlog bo, da probamo vsaj ta del parka, ki je namenjen za gradnjo, spremeniti in ga izločiti izven spomeniškega varstva, da bomo lažje gradili. Gospod Žitek, torej, kako daleč je s tem parkom? Ja, pogledajte, takole park je v tem mandatu v eni polovici postal last občine Radenci, prej je bil v celoti skoraj v lasti Save Turizma. Ni res, da je kakršnakoli plomba upisana na katerokoli parcelo v parku. Vse plombe so z sklepom Vrhovnega sodišča, ko je bil končan postopek v Novem mestu, tudi izbrisane. Mi smo za del parka sprejeli podrobni prostorski načrt, kateri je bil pred zadnji seji tudi sprejet. Mislim, da je gospod Žitek tudi glasoval za. Tako da je prostorski načrt narejen. Mi smo v tem trenutku že podpisali pogodbo z izvajalcem za izgradnjo prireditvenega prostora, tako imenovanega amfiteatra. Gradnja se začne v teh dneh. Z spomeniškim varstvom smo se dogovorili tudi za tako imenovani rentgenski konzervatorski načrt za celotni park, ki bo točno določil, kaj se v parku sme poseči, kaj se ne. Mi smo z Savo Turizem že začeli pogovore za prenos lastništva tudi ostalega dela v občino Radenci. Najbolj si želim restauracijo park, ki bo postala last občine. Hvala lepa, gospod Leljak. Gospod Žitek, še vaše zaključne besede na tej temi? Ja, jaz se s tem ne bi strinjal, ker plombe so in tudi zakon o denacionalizaciji vam napiše, če vam preberem, jasno pove, naprimer, z dnem uveljavitve tega zakona ni dopustno nobeno razpolaganje z nepremičninami oziroma premoženjem, glede katerega po določbah tega zakona obstaja dolžnost vrnitve. To se pravi, to je zakon o denacionalizaciji, ki velja z 91. leta. Pa dobro, naša naloga je, da to rešimo, da seveda to preide v last občine Radence. Kaj se tiče gradnje, me je tudi zanimalo, kaj bo se zgradilo oziroma kak amfiteater bo nastal tukaj v naslednjih dneh, ampak po zagotovilih projektantov še PZI-ja ni, tako da v naslednjih dneh še sigurno se ne bo to gradilo, tako da verjetno bo to naloga naslednjega župana, ki bo pač izvoljen. Hvala lepa, gospod Žitek. Gospod Leljak, imate 45 sekund, ker se nam mudi. Gremo, izvolite. Glejte, občina Radenci v tem denacionalizacijskem postopku vezano na park ni bila stranka v postopku, nismo bili toženi, tožena je bila Sava Turizem oziroma Radenska, tako da to določilo ne velja za občino Radenci, ampak to je pravno vprašanje, v katerega se ne bom spuščal. PZI projekt je končan, zbran je izvajalec in začnejo se dela v skladu z javnim postopkom, ki je prejšnji mesec tudi izveden. Tako da netočne informacije ne želim, da se širijo, želim, da delamo in da bi bili vsi enotni, da za naše Radence naredimo čim več. Hvala lepa, gospod Leljak, še vam damo možnost. Se strinjam z gospodom Leljakom, če je PZI ali ni PZI, mi bomo ta del Radence seveda obnovili, če bomo dobili priložnost, če ne pa bo ga pač obnovljal gospod Leljak. Hvala Vsi lepa. imamo isti interes. Ne jaz, občinski svet oziroma občinska uprava. Torej, draga gospoda, to drugo temo smo zaključili, infrastrukturo, in sedaj gremo še pa na zadnjo, to pa je kakovost bivanja v občini Radenci. Pa gospod Žitek, za vas vprašanje. Kakšno je društveno življenje v občini Radenci? Kajte vemo, po celi Sloveniji je nekako COVID vplival na to, da se je življenje ustavilo, sedaj so se zadeve začele odpirati, pa na kakšen način vi vidite to odpiranje družbe v občini Radenci? Pa gledajte, po mojih izkušnjah, pa po vsem tem, kar se v občini dogaja, pač družbeno življenje ni na nekem visokem nivoju, to lahko rečem. Sicer je to težko merljivo,
kakšna je sreča prebivalcev, kakšno je zadovoljstvo, ampak na drugi strani pa družbeno življenje je pač povezano z nekimi družbenimi dogodki, kar pomeni, da v občini Radenci občina kot taka mora spodbujati vsaj turistične dogodke, kot so maraton, kot so kolesarski maraton. Glejte, mi imamo evropske prvake v nogometu, pa noben ne ve, da jih imamo. Zadnjič so se predstavili tudi na vaši televiziji, na kar sem seveda jaz ponosen. To so zgodbe, ki pač jih moramo izpostaviti v naši občini, moramo graditi na tem in jaz mislim, da če se ne bomo povezovali, če ne bomo sodelovali, bo družbeno življenje samo padalo in naša društva stagnirajo. Mislim, da so celo nazadovala. Jaz mislim, da ni nekega sodelovanja z občinsko upravo. Glede, zgodilo se nam je tudi nogometni klub Slatina in ti so odšli igrati nogomet v Gornji Radgonu, kar je za mene kot župana skoraj bi bilo nesprejemljivo. Naši podjetniki so plačevali pol te najeme igrišč. Jaz mislim, da si naši nogometaši zaslužijo, da igrajo na našem domačem stadionu. Tudi ostala društva treba spodbujati. Glede, če je maraton, jih treba pritegniti, da naprimer Aktiv kmečkih za nas sodelujejo pri ponudbi, da naši nogometaši sodelujejo pri gostinskih opravilih, tudi pri Radenskem poletju, ko ga imamo, je prav, da bi naša društva sodelovala pri gostinski ponudbi, naša kulturna društva. Hvala lepa, gospod Žitek. Moramo imeti neke omejitve, ko prijemo potem no, gospod Leljak, še vaš komentar na to družbeno življenje v občini Radenci? Družbeno življenje je raznoliko. Veliko stvari je, ki vpliva na to, kako občani živijo in kako se počutijo v svoj kraju. Če začnem v Zaledju, tudi ta naš evropski projekt, ki je edinstven v vseh občinah v Sloveniji in tudi po sosednjih državah z sončno javno razsvetljavo, bistveno vpliva tudi na razvoj državnega življenja na podeželju. Kar se tiče samih Radencev, mi smo postavili stvari na nek pravi temelj, to je turistično takso, ki smo jo pridobili, dajemo v turistične dogodke oziroma turistično infrastrukturo. Zgradili smo vinsko fontano, minigolf, veliko denarja dali v nogometni klub, v nogometno igrišče. Naredili Radensko poletje z zvočnimi izvajalci, nekaj tisoč ljudi je prišlo vsako soboto, petek v Radence in poskušamo čim prej. Z društvom smo dali letos v 4 letih denarja malo več, kot pa so dali to moji predhodniki. Hvala lepa, gospod Leljak. Gospod Žitek, ste se udeležili Radenskega poletja? Pa udeležil sem se enega koncerta, to je Peter Grašo, drugega se nisem že, eni koncerti so bili zaradi slabega vremena, pač manj obiskani, eni koncerti so bili takrat, ko sem bil na dopustu, tako da Grašoja sem si ogledal, ampak moram reči, da ni bilo toliko ljudi, kot pravi gospod Leljak, vse to sami naši občani vejo, pa tudi pogrešal sem več domačinov, no. To moram reči. Tako da tu je pomembno to sodelovanje, državno življenje mora iti na višji nivo, ker samo tako bomo lahko nekako gradili našo občino naprej in potegnili vse skupaj na nek višji nivo. In tukaj moram povedati, da obvezno moramo ustanoviti nazaj Zavod za šport in turizem, ki je vse skupaj povezoval. Glejte, TIC smo ukinili na avtobusni postaji, tam imamo zdaj not kafe avtomat, namesto da bi prodajali neke svoje spominke. Jaz sem zadnjič imel na obisku predsednico državnega zbora, pa nisem mogel enega spominka kupiti, kjer je gor piše Radenci, pa 3 srca. Hvala lepa. Replika. Izvolite, gospod Leljak. Glejte, Zavod za šport in turizem je bil seveda v Radencih, nismo imeli niti pravih športnih objektov. Bil je to generator denarja za SIM. SIM je v življenju Zavoda za šport in turizem od
tega dobil 79 000 € in ne želim, da bi se ta zgodba ponovila. Mi smo zdaj naredili nekaj športnih objektov, nekaj turističnih objektov, novih turističnih infrastruktur. Jaz verjamem, da moramo tega še zgraditi, potem pa ne bomo naredili zavod za športni turizem, bomo naredili gospodarski zavod, ki bo to vodil na nekih gospodarskih osnovih, na osnovih principih in da ne bo predmet financiranja strani občine, kot se je to delalo prej in kot se očitno želi še sedaj. Kak je še vaš pogled na ta turistični zavod? Glede, zavod, ki bi nekako upravljal s turizmom? Zavod se lahko mi dogovorimo, da te četrt stroškov pokriva občina, četrt sami ali pa pol odvisno bomo videli, koliko bomo lahko tržili s temi infrastrukturnimi objekti, tako imajo tudi druge občine urejeno. Tako da, gledajte, to zavod mora obstajati, ker zavod mora tržiti. Gledajte, imamo dve veliki telovadnici, imamo stadion in s tem se mora nešto profesionalno ukvarjati, da dobimo nekaj denarja tudi nazaj. To je dejstvo. 80 000 € je od športnega igrišča občina dobila v najem, ker direktno sama dajo najem brez posrednikov. Gospod Leljak, eno vprašanje. Za vas, glede na to, da imate evropske prvake v tem nogometu na travi, v tem malem nogometu, a ste kaj ponosni na njih? Seveda sem, tudi na njihovi zadnji tekmi v Mariboru sem bil, moj protikandidat ni bil. Sem se odpeljal, pogledal to tekmo, ker so postali prvaki. Seveda gre to za evropske prvake v enem posebnem nogometnem klasifikaciji. Podpirali smo jih finančno, tudi v bodoče jih bomo podpirali. Moj predlog je, da si naredijo tudi otroško skupino, da bi trenirali tudi mlade otroke, ker na ta način veliko lažje z občino financiramo takšne projekte, ker občina je v skladu z zakonom o športu omejena financiranju direktno profesionalne klube, tako da moramo približno najti način, tako kot je Slatina, da imamo nogometno šolo, v kateri dajemo povprečju skoraj 22 000 letno, 8 000 € damo Slatini in takšen denar bi lahko dobil tudi ta klub, seveda, če bi imel svojo nogometno šolo mladih, ki bi jih pripeljali na igrišče in da bi mlade na ta način. To isto delamo z odbojko in pričakujem, da bo tudi futsal tako zaigral. Hvala lepa. Gospod Leljak, gospod Žitek, še vaš komentar glede teh evropskih prvakov? Zdaj, glede na informacije predsednika nogometnega društva niso dobili nič od občine. To je ena stvar, druga zadeva pa je, gledajte, mi bomo, če bomo uspeli na županskih volitvah, bomo pripravili Evropsko prvenstvo v Radencih. Letos še imamo možnost, Slovenija še ima možnost, da organizira Evropsko prvenstvo in to bo se zgodilo v Radencih. To bo sigurno super prireditev, super turistična prireditev za samo občino. In seveda občina, če bom jaz izvoljen, bo seveda podpora temu nogometnemu klubu. Dogovarjali smo se, da ustanovimo, tako kot je že moj predhodnik povedal, šolo tudi za mlajše generacije, tako bomo lahko registrirali nogometno društvo, nogometni klub Kapela, kot društvo v javnem interesu in jih lahko tudi bolj financiramo. Zdaj, če so dobili ta sredstva ali niso, to jaz ne vem. Za nogometni klub Slatina ne morem trditi, da niso dobili 8 000 €, to jih treba vprašati, jaz teh podatkov nimam. Tako da sigurno pa bomo pomagali in mladim in starejšim nogometašem in odbojkašem, ker to je praktično dve panogi, ki pač se razvijate v Radencih in jih je treba podpirati. Hvala lepa. Gospodu Bračkotu, predsedniku tega kluba, sem že dal pismeno zagotovilo k njegovi prijavi, da bi to naslednjič organizirali v Radenci, tako da ta obveznost občine je že narejena, gospod Žitek, tako da tukaj ne vidim težav. Vedno smo omogočali katerimokoli prireditvi. Vi veste, da smo na nogometni šoli imeli, da Nogometna zveza Slovenije delegira naš nogomet v našem mestu že večje skupine, tudi članska reprezentanca Izraela in Romunije je že igrala v občini Radenci. Tukaj so mlajše reprezentance U17, U19, U21, ki so igrale se Liga šampionov za ženske v Radencih, igra se prva liga U17 in U19
slovenska v Radencih. Mi smo tukaj ogromno naredili, želimo v tej poti iti naprej, to je tisto športni turizem. Seveda v vsem tem pa je prvo leto, kar smo tudi s pomočjo gospoda Žiteka izglasovali na občinskem svetu, da imajo vsa društva in nogometna vsi uporabo in telovadnice. Hvala lepa, gospod Veljak. Torej, gremo sedaj na zadnje vprašanje, kajti čas hitro teče. Pa da zaključimo to tematiko kakovost bivanja v občini, pa bi tu nekako šli na mlade, kajti mladi so naša prihodnost in mladi bodo nekako tisti zanamci, ki bodo nekako upravljali s tem, kaj jim bomo mi zapustili. Ampak vseeno je pa vprašanje, kakšno perspektivo sploh imajo mladi v občini Radenci. Gospod Žitek, vaš odgovor. Perspektiva je na športnem področju kar velika. Tukaj moram povedati, da nogometni klub Slatina in pa seveda mladi kar dobro delajo. Nogometaši nogometnega kluba Slatina, če glih so odrinjeni malo na stranski tir in niso imeli podpore aktualnega župana, se vseeno ukvarjajo s temi otroci, jih trenirajo. In jaz mislim, da tukaj občina morajo odigrati svojo vlogo, da da podporo tudi članski ekipi, kajti samo tako bodo mladi, ki pač imajo svoje vzornike v teh članskih ekipah, napredovali. Ista zgodba bi se lahko ponovila tudi pri odbojki. Tam imamo obetavno ekipo, imamo mlado ekipo, treba jih podpirati, treba jih financirati. Tako da ta dva športa pri mladih v Radencih morata prosperirati, ker so nastavljeni dobri nastavki za vzgojo teh kadetov in mladincev. Kar se pa tiče ostalega družbenega življenja oziroma državnega življenja, pa naša mladina nima svojih prostorov v občini. To je naš projekt tudi za naprej. Pri tem prireditvenem prostoru bi jim zagotovili nek mladinski center, kjer bi se lahko družili, kjer bi lahko upravljali razne družbene dejavnosti, kjer bi se lahko kulturno udejstvovali, mogoče slikarsko, imeli kakšne likovne krožke. Tako da tega prostora pač ni in naša mladina se pač sedaj zbira bolj po gostilnah v občini. Zdaj po vaseh je to drugače, tam se mladina druži bolj po gasilskih domovih, pa se tam zbirajo, mogoče izvajajo tudi kakšne športne dejavnosti. Tako da naša mladina, kaj se tiče prostorske infrastrukture, tega nima zagotovljenega in upam, da bo se v naslednjem 4-letnem mandatu to spremenilo in da je zagotovimo določen primeren prostor, kjer bodo lahko pač se udejstvovali. Gospod Leljak, še vaš komentar na mlade, na življenje mladih v vaši občini? Jaz ne bi več spuščal se samo na nogomet, ker je to samo del enega življenja mladih. Res je, mi imamo nogometni klub Slatino, imamo novo pravno osebo, nogometno šolo Slatina. Nogometna šola Slatina je letos dobila 22.000 evrov, nogometni klub Slatina pa dobrih 8.000 evrov in jaz mislim, da je to dovolj strani občine, da jim omogočamo tudi brezplačno uporabo. Nobeno tekmo letos niso igrali nikjer drugje kot pa v občini Radenci. Tako da tukaj res ne vidim nobenih težav. Mladi naredimo veliko, se pravi že ta projekt, ki smo ga sedaj začeli z izgradnjo 110 stanovanj, z stanovanji, ki smo jih naredili, z možnostjo povezovanja z temi novimi optičnimi povezavami v naselju Radenci. Vemo, da se bo šole nadaljavo vse bolj prihaja v redni del življenja, tukaj je še delo od doma in vse to bo pomagalo, da mladi ostajajo. Klubi so seveda del neke zgodbe, ki pa še ni rešena v občini in mora biti. Hvala lepa, gospod Leljak. Gospod Žitek, še vaš zaključni komentar pri tem? Rad bi samo, ker gospod Leljak predstavlja ta stanovanja. Ta stanovanja se gradijo na privatnih zemljiščih z privatnim kapitalom in tudi bodo tržno stanovanja. To se pravi, tu ne zavajate mlade družine, da bo ta cena stanovanj ugodnejša za njih. To bodo tržne cene in če bodo imeli denar, bodo ta stanovanja lahko kupili, če pa ne, pa bodo jih vzeli najem po najemninah, ki so zdaj v tem samooskrbnem bloku po 500 evrov. In mladina me sprašuje, kdaj bodo lahko ta stanovanja odkupili, ampak niso na prodajo. Ta stanovanja v novem bloku, ki so pa tam 215 do 230 tisoč evrov,
trosobna, dvosobna in to je kar drago za našo mladino. Hvala lepa, gospod Žitek. Gospod Leljak, 45 sekund še. Glejte, zadeve ne stojijo. Mi imamo zakon o financiranju stanovanj, ki imajo posebno stopnjo obresti. Imamo kup stvari, mi smo že poskušali in bomo tudi v tem občinskem svetu, da tudi občina sofinancira del kupnine, vsaj 100 evrov po kvadratnem metru, kot smo imeli že prej v enem predlogu. Tako da to ni res. Stanovanja so sicer tržna, tudi vsa stanovanja se gradijo v Sloveniji tako da se izgovarjati, da ne zagovarjamo, stanovanja so bila prodana od 1200 do 2100 evrov po kvadratu in nobeno stanovanje še v Radenci ni bilo prodano po taki ceni, ko vi govorite. Hvala lepa, gospod Leljak. Še gospod Žitek. Seveda so bila v novem bloku stanovanja 215 000 evrov prodana si je vseh 5. Kar se pa tiče stanovanj v občini, popravite, da boste, ampak prodali smo vsa občinska stanovanja in to vse veste sami za kako ceno. Vsa občinska stanovanja so bila prodana za 530 000 evrov in to je seveda malo premalo, koliko bi lahko občina za to dobila. Hvala lepa, draga gospoda, draga kandidata za župana občine Radence. Hvala za zanimivo debato. Sedaj pa je seveda še to zaključno dejanje, kjer imate možnost, vam ponujemo možnost, da nagovorite gledalke in gledalce televizije AS, predvsem pa občane in občanke občine Radence, glede prihajajočih volitev 20. novembra. Jaz bi predlagal, da začnete nagovor tako, kot sta žrebana na volitvah, oziroma kot vaju bodo našli na volilnih lističih. Tukaj imate gospod Leljak številko 1, gospod Žitek imate številko 2. Tako da, gospod Leljak, vam bi dal besedo. Izvolite, imate 2 minuti časa, tam je kamera in lahko začnete z nagovorom volilkam in volilcem. Drage občanke, dragi občani, vesel in hvaležen sem, da sem lahko bil vaš župan 4 leta. Želim si, da bi to funkcijo opravil še 4 leta. Naredili smo en polčas, zgraditi želimo še en polčas. Skoraj 10 milijonov denarja smo vložili v infrastrukturo, v boljše življenje, v vse tisto, kar smo videvali. Danes nismo omenjali javne razsvetljave in vsega ostalega. V nadaljnjem času smo že zagotovili 4,5 milijonov evrov nepovratnih sredstev, ki jih je potrdil svet kohezijske regije 31.8. letos na seji. Ta sklep imam tukaj pred sabo, tako da 4,5 milijone v park, nova kanalizacija, še dodatnih 3 milijone v cestno infrastrukturo po vaseh in po ostalih delih občinah. Imamo 12 makadamskih cest, ki bi jih radi spremenili v asfaltno površino. Imamo veliko tega. Zelo sem vesel, da smo rešili tudi priključke za vodovoda. Občina Radenci danes ima omogočen vsakemu vodovod, kar prej ni imelo. Na kanalizacijskem sistemu bomo delali. Delali bomo v dobro vseh vas, v odgovornosti in se ne bomo izogibali odgovornosti. Ne bomo poslušali staro garnituro, ki bi želela tudi skozi te volitve, da se vrne. Zato vas prosim, pojdite na volitve, glasujte v čim večjem številu. Vse ostale stranke opozicije so se nekako združile za svojim kandidatom proti meni. Zelo je pomembno, da vas čim več gre na volitve, da glasujete, da pomagate, da še enkrat dobimo ta mandat in delamo v dobro vseh vas. Bil sem po plačilni lesti od 212 županov na 210. mestu. Vesel sem, da nisem delal za denar, da sem delal za vas. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Leljak. Gospod Žitek, še vaš nagovor volilkam in volilcem občine Radence. Spoštovane občanke in občani, pred vami je odgovorna naloga, da na volitvah izberete nadaljnjo pot občine Radence. Glas zame in listo svetnikov Gibanja Svoboda pomeni glas za sodelovanje, medsebojno spoštovanje, ničelno toleranco do korupcije, gospodarsko sodelovanje z lokalnimi podjetji in društvi. Politika strpnosti in medsebojnega spoštovanja mora postati temelj nadaljnjega razvoja občine, zato obkrožite za županskega kandidata pod številko 2, Tonija Žitka, in za listo Gibanja Svoboda pod številko 5. Hvala.
Hvala lepa, gospoda, hvala lepa, draga kandidata za župana občine Radenci. Hvala lepa za vajen čas, pa hvala lepa za obisk našega studia. Hvala. Vam, dragi gledalke, dragi gledalci, predvsem pa, dragi občani in občanke občine Radenci, pa upajmo, da smo vam z današnjim soočenjem olajšali odločitev, ki jo boste sprejeli 20. novembra na prihajajočih lokalnih volitvah.